Torej, zakaj sodelovanje z samo galerijo Ekonomske fakultete za to konkretno razstavo? Povodov za to je bilo vsekakor več. Ključno izhodišče, da je sama fakulteta v svojem poslanstvu vidi inovativnost v učenju in je to prepoznala in vzpostavlja tudi skozi galerijski prostor in to prepoznala kot možno področje zavedanja in učenja za svojo publiko. Čeprav sama lokacija znotraj fakultete in mogoče nespecifično samega razstavnega prostora imata na drugi strani vendarle izjemno velik doseg oziroma doseg do velikega števila obiskovalcev, tako dnevno študentov, zaposlenih kot zunanjih obiskovalcev, predavanj, dogodkov. In to omogoča stik z izjemno široko publiko. Še posebej nas veseli, da je tukaj z umetnostjo v stiku ogromno mladih, ki se tukaj podajajo na pot, poslovno pot, poklicno, podjetniško pot in bodo to lahko umetnost vključili kot enega od svojih temeljev delovanja v tem razvoju. Sama tema, avtor Andy Warhol in pa edicija podob Marilyn Monroe je nekaj, kar predstavlja seveda široko poznano podobo, tematiko. Verjamemo, da je marsikdo od tukajšnjih gostov vede ali pa ne vede bodisi slišal ime. Nekateri bodo prepoznali same motive njegovih podob, kajti uporabljal je slavne osebnosti, neke produkte izjemno široke potrošnje. Ima seveda tudi kot eden najbolj značilnih avtorjev pop arta in pa uspešnih avtorjev v druge polovici 20. stoletja izjemno vizualno prepoznaven slog. In vse te v bistvu značilnosti definitivno pomagajo pri tem, da bo ta stik med mladimi in drugimi obiskovalci takoj bolj neposreden, da razstava bolj pritegne in jih bolj nagovori. Verjamem, da bo vse to doprineslo k temu, čemur je temeljni namen. Pri razstavljenih delih smo v ospredje postavili motiv Marilyn Monroe. Nekaj dopolnitev je tudi z motivi iz njegove serije Flowers. Gre za značilno serijo večbarvnih grafik v tehniki sitotiska. Zanimivost je, da je izvorno ta naklada bila izdana v zelo nizki ediciji 250 izvodov. In te izdaje so v bistvu danes najbolj cenjene, najbolj ovrednotene, najvišje ovrednotene, oštevilčene, podpisane. In med njimi najdemo tudi kasneje druge podobe, kot je Campbell soup, Campbell jušne pločevinke. Andy Warhol sam je prepoznan tudi še po motivih drugih slavnih oseb, poleg Marilyn, Elvis Presley, tudi dolarski kovanci. Skratka, da se vrnemo na to prvotno izdano edicijo, danes dosega tudi vrtoglave cene in nanjo se pa sklicuje kot tako imenovano factory edition. Ker se je Andy Warhol v tistem obdobju še izpopolnjeval v sami tehniki, ima večino teh del tudi neke posebnosti, napake ali pa neke unikatne detajle, kar jih razlikuje od drugih in dela še toliko bolj vredne. Zaradi same uspešnosti izdaje je prišlo do pogovorov in predlogov, da bi se sam motiv izdal še v kasnejših nakladah. Temu je Andy sprva nasprotoval, čez nekaj časa pa vendarle pristal na to, vendar pa s tem pogojem, da dela niso podpisana, imajo pa vsa na hrbtni strani žig samega izdajatelja, Sunday Morning.
in pa namesto njegovega podpisa žig fill in your own signature. S tem je tudi nakazal na vprašanje, ali kupujemo sliko zaradi slike same ali zaradi imena avtorja. In na ta način so se v bistvu nastale te dodatne izdaje z enakimi materiali, enakimi siti, se pravi tehnično zelo blizu ali identično prvi izdaji, vendar pa z vsemi omenjenimi posebnosti. Kasneje je Andi osebno v neki fazi zopet odstopil od te ideje, v bistvu je želel na nek način celo ustaviti to masovno produkcijo, kar je na nek način ironično, ker ravno en temeljnih podob ali pa del konceptov njegovega dela so bili ravno produkti široke potrošnje, no pa vendarle se to ni zgodilo. Je pa včasih naletel, ko je naletel na kopije teh kasnejših izdaj oziroma na grafike teh kasnejših izdaj, nekatere celo podpisal z napisom This is not me, Andy. Ironično je v bistvu to kasneje samo še dalo dodatno vrednost tem delom, ampak gre vsekakor za eno ozadje, zanimivo ozadje te zgodbe, kako še danes v bistvu nastajajo, se tiskajo in so na voljo te grafike. Na drugi strani pa širši publiki omogočajo, da si na nek način lahko kupijo dela Andija Warhola, ki je dostopno sleherniku. Sama podoba Marlinke je pa tudi ena od njegovih oziroma širše najdražje prodanih del v zgodovini, tako da imamo resnično neko asociacijo na eno ikono tako avtorja kot motiva in samega dela, ki je neizbrisano, zapečateno zapisan v zgodovino sodobne likovne umetnosti.